Kaj ste kaj dobili za Miklavža? Nič. Jaz upam, da bom kaj dobila zdaj, ko pridem domov, drugače pa danes nam je prinesel en gospod eno čokolado. To je bilo vse. Ste bili pridni, ne boste dobili šibe ali kaj podobnega? Ne, šibe sigurno ne. Smo bili pridni, ja. Pa ste že mogoče dobili kdaj šibo? Ja, od ome pa deda, tako po starih običajih, ja. Ne praznujemo, nimamo malih otrok, da bi praznovala. Sem samo dobil darilo od družine, drugega pa nič kaj posebnega. Pa na šoli smo imeli nekega Miklavža, ko samo nekaj cukratalo, pa to bilo to. Kateri vam je najbolj všeč, Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz? Božiček, ja, ker je več služb, pa se ga pa bolj praznujemo. Ja, praznujemo mi Božič, tako za Miklavža pa se zberemo, tudi za družino, za tako kosilo skupaj jemo, pa se pojedemo o tem, po kak je bilo včasih potem, pa tako malo še povemo. V praksi ponavadi se za Božička obdarujemo, za Miklavža nekaj sladkega, za Božička se pa v bistvu večja družina zbere ob smreki. Kaj pa slučajno veste, kako je Miklavžev ime? Nikolaj? Je Nikolaj? Ja. Kaj pa je bil, mogoče veste to? Župnik. Ja, škof v bistvu. Preteklih letih. Ja, vem, da je bolj povezan z katoliki. Jaz nedolgo nazaj sem slišala zgodbo, pa sem pozabila, mislim, da je bil Nikolaj. Dalje pa več, nimam pojma. Kaj pa to nakupovanje daril, pa to je obveza, je težava, vam to isto groza, spet moram iti nakupovati, ali vam je super? Meni je veselje s tem, da je pač problem danes, da ni denarja, ne. To je pač bolj omejitev, no, ampak če pomisliš na vse drugo, kje so kakšne grozote, mogoče pač se za nekaj prikrajšaš, pa vseeno kupiš eno tako majhno darilo, no. Naporna je, ja. Je naporna. Finančna kriza, mogoče vam kaj zagode? V tem primeru pri darili, boste kaj manj darili mogoče? Ne, to smo vedno bolj skromni. Pa tudi otroci, prijatelji, sorodniki so navajeni bolj na skromna darila. Kaj pa kriza? Ne, ni krize. Sem še študentka, tako da je čez celo leto.